niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Župan, vi ste rekli, da pogovorov o vašem prevzemu premierskega položaja v Srbiji ni bilo. Po naših informacijah ste sicer se dogovarjali, Vučić pa je v nedeljo dejal, da tehničnih preprek ne bi bilo, ker imate srbsko državljanstvo. Edina prepreka je to, po njegovih besedah, da želite dokončati županski mandat tukaj v Ljubljani. Za sodelovanje pri Expo državljanstva ne potrebujete, ga pa potrebujete, oziroma ga bi potrebovali za prevzem kakršnekoli politične funkcije v Srbiji. Zakaj bi torej srbski predsednik to dejal, če se nista pogovarjala o vašem prevzemu politične funkcije v Srbiji? V tem danem trenutku pa je predsednik Vučić iskal kandidata za eno, to je premiersko funkcijo. Zdaj bom govoril, tako da sploh takoj zaključimo, kaj več podati, vi vprašate vaše informacije, ker očitno vejo več od mene, zakaj je predsednik Vučić povedal, da bo spoštovanje do mojega dela vprašate njega. Jaz tisto, kar sem povedal že včeraj, da je na tem pač ostajam, ker ne vem, kaj povedal. Zakaj bi on to naredil, zdaj še enkrat povedal? Jaz sem rojen, sem in to vesti. To ni nobena novica, državljanstva nimam, da pa lahko dobim kot po rojstvu. In jaz njegovo izjavo nimam gledal, da nisem nikdo kaj bo povedal, on je predstavil svojega kandidata za predsednika vlade, povedal, da z vama sem pogovarjal in povedal v teh točkah, svakega ministra, da se stanku vse je dodelal sključno po stabilnosti v miru. Še enkrat, moja funkcija se tok star skozi zgodno kaže na to, da želim tem mir, da želim sodelovanje, ker samo 30 let od tega grozne morije, ki se tudi na področju bivše skupne države. Mi smo bili prvi organizaciji merkata, ki smo prvi ustavili 1.12.2000. Datum ni tako slučajno, datum nastope je to objet, ki se ga ustanovitve SKS, se pravi povezave različnih nacij v nekih skupni državi, tako da tudi v tem merkatu. In ves čas govorim isto, v Expo sem povedal še enkrat, pred enim ne vprašal, da to z veseljem delam čas, če imam čas, dobil sem pogodbo od njihove strani, to pogodbo sem poslal na KPK, ki bo čak nikoga. Jaz ne tremo kaj dokončiti. Vprašajte pa vaše vere, če to je več ne. Hvala. Vsem? Če lahko še nadaljujem. Izviri. Ne, vi ga oba z Vučićem pravite, da sta prijatelja, ki se spoštujeta in se stojita v strani. Zakaj bi potem Vučić v nedeljo to brez vaše vednosti javno povedal, kar je povedal, kje vi vidite razloge za to in ali torej vi ustrajate, da vam niti z eno besedo ni omenil vašega prevzema premierskega položaja in da se ne z Vučićem, ne s komarkoli drugim srpske politike, ki so iskali mandatarja, našteli čisto niste pogovarjali. Očito se ne poslušamo, no ponovno vprašanje komarkoli, moj glavi sem se napovedal. Ne vem, kaj bi še dodal, zakaj bi Vučić, predsednik, tako bi ga se to povedal, na tej njega vprašal. In to, kar sem rekel, na tem stojim, to ne ostavim. No, če tretji čisto vprašam. Je pa zelo zanimivo, če že govorimo o tem, ja vedno sem prijatelj. In jaz sem kot prijatelj napisal tisto pismo, moje osebno pismo. Je bila publikacija vaš čas tudi, kako je osebno pismo dal mesta v Ljubljana. Super, da tega pisma ne da, ker je moje pismo in ga ni naš. Nekdo od vas novinarjev nas je prijavil, si jo površčenko, ali površčence, imam danes od funkcije površčence na odločbo, da ne berem, kdo je pač to prijavljene novinja z Oštra, tožba prosilca z dne 20.3.25 odrobožil mesta občine Ljubljana, z dne 17.3.25 se zavrne. Pravi, to, da se tudi dobilo objavno, nekaj se smije dala, tudi funkcije površčence, da to ni služno pismo, to pa lahko podarim Krista zgodbo.
in da so nekateri, če bi prijatelj zdaj dal vse. So nam pisal pa ful lepo zadeve, jaz sem to danes dobil, ampak je res zanimiv. In to se še demonstracijo, da nismo dobiti. Ne boste dobiti. Govorim vsem, ne samo. Jaz bi tudi rešil, samo zato, ker se to vprašanje navezuje na to, o čem ste govorili. Včeraj je svetniška zasedba Levice prav tako na informacijsko pooblaščenje, oziroma ne, uradno zahtevo za pogled v to pismo naslovila na občino, sicer pravi bo šla se bo zatekla v informacijski pooblaščenki, v luči tega morda, če še komentirate njihove zahteve. Imam peto njihovo pravico, imajo so pravico, pismo ne bojo dobili, nihče ne bo dobil, ker ni, samo jaz ne imam, to imam samo pismo, in če se bo in moral prograne, bodo dali vse dokumentacijo, bodo skaj dali, ko smo prišli na in kamere za slišanje, pač so naredili svoje, ki so pri meni tudi pri vodje kabineta, pri našem direktorju, in to je odgovor v Levici, mogoče bo pa s tem zadobili, lahko pa še vedno zahtevo svoje supervicijo maja, pravimo pisma, javno ne bojo dobili. Čisti značajni razlog. Ker to, kaj jaz komu pišem, ki bo se objavil, videl sem tudi na glavi meste občine Ljubljana, videl sem na tega, ko vidim v svojem lastnem imenu in meni, da si ne mesta, ne država, te sodljene, tako da njihov pravice, sebi Levica, a druga strana so običajno odnešene, da ne so srečni. Izvolite. Vanja Kovač, RTV Slovenija. Meni se zdi sicer zelo dobro, da se prizadevate za mir v priči bivši Jugoslaviji in tudi gospodarsko sodelovanje je verjetno zelo pozitivna stvar. Me pa zanimajo poslovanja s spornimi ljudmi, kot je na primer Nikola Petrovič, Nade Milanović Kaja. To so ljudje, ki so bili povezani s podzemljem, oziroma Kaja je pač s gospodom Dobikom povezan. To je, se povečujem, da je čisto. To, da je Kaja povezan s gospodom Dobikom, je povezan s podzemljem. Ne, ste rekli, se povečujem. So povezovali Petroviča, predvsem z podzemljem, in pa to, da je povezan z Dobikom, ravno zdaj Dobika počiščajo. Nalog za aretacijo. Najprej, zelo preprosto povedano, veliko si drznete, raziskovalni novinarji so raziskovali, so povedali, da je govoril o svojem procesu. Ravno zaradi takih zgodb sem izmol s procesom na sodišču. Zadnji 10 let. 7 jih je zaključen. Vse sem poščen. Od teh 7 je 6 zaključil tudi na višjem vrhovnem sodišču, ker tožilka je vsako sobo, ki je bila na prvi stopnji, dala pritožbo. Čakamo, da je ta 7 v pritožbi, kaj bo se nam odločil, stane mi še ena zadeva. Ne boste vi iz tega izvedeli, ker sem pač bil v tokih procesih, kaj sem kriminalcec, povezan s podzemljem. Ne, se priučujem, vi ste začeli s podzemljem. Zdaj ne pa niste do konca, da povem, bom vse povedal. Jaz teh 18 let sem vesel vsakega investitorja, ki pride v Ljubljano, ki prinese nekomu razvoj, nekomu dano vrednostno in ki mora delati po naših pravilih. Govorili ste 2. Prvi je kupil zemljišče na dražbi, ki je bila javna dražba. Vsi so imeli priliko, več se ni javno. Zakaj? Morate vprašati tudi druge, nekaj zdaj znam. Pri nas vsak tisti, ki ima pravico do ki ni kriminalc, lahko iz posledičnih. Drugi je dobil koncesijo, on je tudi kupil firmo v licitaciji, mi nismo prodali. Mi smo celo, smo z našim vodim bijenjem kandidatov, da smo nekaj po 4 milijonov. On je kupil firmo, ne za 9 let.
Imam koncesijo že iz prejšnjega mandata, ne mojega, prejšnja županja. In predvsem dobro prav svoje delo. Če že govoril o Srbiji, ki sem lahko v Srbiji, gospod Jevrosimovič, Montrade, je najboljši film v Evropi, v tem področju kupuje prednost do pricane, petjega razvoj dodano vrednost. Imamo tudi mojega izjemno dobrega kolega, da nečem kaj več, pokojnega gospoda Kostiča, ki je kupil banko v Sloveniji in je kupil kar nekaj lokacij v Ljubljani, ki jih naprej razvija. Ima mojega prijatelja Miškoviča, ki je zgodil potem in dva nekaj je tu na Motonos. Zato vsak tist, ki pride in ki ponuja, da nam več nekaj je dobrodošel. Vas pa prosim, če imate kakšen dokument, da je nekaj vrlo pritakega, da je kriminalcu in okojem skozi bomo pa lahko govarjali. S takimi nastopi, mislim, vključujem s takimi nastopi, da podbujete vašo vedanost, da tako je znapredno. Prvega ne pravim, vsak se bo sam pravil, tako vi ste meni prišli za mnenje in meni nišče, podarjam nišče, ne bom povedal, s kom se družim, pa s kom sedim, pa s kom se sprehaja, ali kako. Moja vrata so vedno odprta. Ko bom dole zaključil, gdje začnem dan odprti vrat za naše meščane, dosti začemo polno skupine. Prihaja po eden, to bo za blizu že 32 šopiskovalcev. A zdaj nam poročil za povrst njih sestavljeno. 50% ljudi prihaja v skupine. Torej, jaz se zato odprt ne odgovorno, katerakoli vprašajte, ne sem brez teh naših ljudi. Ne, mislim, da pri ljudeh to mogoče zbuja tudi neko nezaupanje, glede na to, da gledamo, kaj se dogaja v Srbiji, a ne zaradi pač pada nad strešnice, ponavljajo se ljudje, nihče ne govarjal in se ljudje morda tu ne bojijo, da bi se kaj takega začelo dogajati tukaj. Jaz sem samo vprašala, mislim, da sem napadala. Ne, vi ste začeli to vprašanje. Pa še enkrat, tega se rekli na strešnico. Jaz mislim, da te funkcije, ki mi zelo paše, da ne bo se najdel nikogar v politiki, ki pozna toliko gradbišč, kot jaz bi praktično 150 gradbišč vsak teden 2020 čez vikend. Pa res spremljamo se. Danes sem bil že v sedmih na Jučkovi cesti, fini svoje svata. Da bi imel pa to znanje, ko gledam most, ki se je gradil čez Tižnico, armaturo, ne more priznati, da mi je vedno često, polno trenutek. To je stvar zelo dobro. Zgodila se tragedija, da padam strešnice. Kaj so bi zahteve, mi to sami rešili. Na koncu to mora rešiti spet policija s preiskavo, tožilstvo, sodišče, in to se dogaja, da ni nobeno otroče verjetno mogoče, da to berete praktično vsak teden nekje se to zgodi. Zakaj? Pa nas je tudi v sveči, in upam, da se ne bo tako zgodilo. Kar se pa tiče Dodika, moja zgodba je ista. Dodik je izvoljen, je zdaj dobil neko obsodbo in ne uporabil ga to ljudi. Jaz lahko zase govorim. Jaz Dodika pozivam, kada ga srečam, pozivam, enako prosim, mir. 30 let je malo, kratko obdobje, da bi vsi pozabili, predvsem jaz, ki se star 72, pomoriji, ki imajo te bivše države. Če se bom zdaj vračal na to, če bom mi smo bili prvi. Mercator je Zoran Janković investitor v Bosni in Hercegovini, z največjo investicijo, takrat vsak tistega leta. Prvi zaposlili tako Bošnjake, Hrvate kot Srbe. In na tem bom nastal. Jaz poskušam graditi mostove sporazumevanja. Če se ne moram razumeti, pošla na drugi strani ceste. Ne delati nekaj, kar je konec koncev, zdaj bi lahko prvo razpravo, kaj pomeni tehnika se pozna, kaj pomeni to isto, ki se te dogaja v neko Ukrajini v Rusiji. Če bomo to prišli, to res da bo bilo v menih držav. Ker vojno, če to mislite rešitev, potem bi morali tudi vi umeti paziti. Jaz vem, da se podaja lažje krik, da se nekaj kridi, vojnik. Ampak nek spoštuje odnos, da ne repi. Zdaj, spet bom začel v tem, banalnost, Levica hoče popisati. Ne hoče, ne bo ga napili. Levica so 4 člani v mestnem svetu od 45. Imajo vso pravico, da se tejo, kar želijo, in
dobilo dobro. Ne bojo dobili tega pisma. Zdaj, če vam to ne zadostuje informacijski pooblaščenec, oziroma pooblaščenka, pa ne gremo sodišče, če to ne zadostuje. Nobeni uradni poti gre za mestno učitelja, ki se naša mestni svet, ima nič proti. Ampak očitno so na tem področju Balkana, ki sem bil inskost Balkana, zelo prisoten, inskost požrtvonovanje, prepoznali ali pa spoštujemo moje delo. Enkrat je nekdo rekel, ne vem, kako bil direktnih volitev v vseh glavnih mestih bivše države izvode. Da ne povem, na kolikih kongresih, seminarjih sem bil glavni govorec. Še to ne hoče na moje poti. Vse da jih bo dobili, vsak let objavljamo moje poti. Je bilo to protokolne del koncu, čeprav so vsaka moja pot objavljena. Jaz sem pa znam potem, da potujem. To je to pa stvar. Vete, kako vi potujete. Prvo razmišljam, kje sem bil zadnje poletje, ali 9 mesecev. Vedno sem bil bližnji, enih vzal tehnike, skoči veliko povabljanje, popevati. Ostalo bojo dobili. Jaz se strinjam z vami, da mediji, tudi kar se tiče Ukrajine in Rusije, da deluje zelo razdiralno in mnogokrat izkašno, pa vendarle Dodik, vi s njim sodelujete, jaz razumem, da včasih treba kakšno... Čakajte, samo ne. Dodik... Po čem sodelujem, da z Dodikom, ker vi veste? Mislim, pač z ljudmi, ki so bili za to. Zdaj pa se povečujem. Vi veste, so bili za Dodika. Od teh, ki sem ještě naštel, eden od njih iz Republike Srpske. Ampak rekli ste, da so, tudi vi ste rekli, da je pač vaš prijatelj, ampak on precej razdiralno deluje, tudi v Bosni, zanikati emocij. Jaz spoštujem vašo držo, kar se tega tiče, da pač želite neko sobivanje, sožitje. Ampak Dodik tukaj ne igra dobre vloge in morda lahko tudi to vrže na vas neko senco. Kako bi pa izgledalo to najbolj dogibati, če ne bi imel mogoče, pa se pa domišljam, vpliv tudi na Dodik, glede miru. Zdaj vam povedal še eno stvar, da ki se da zdi iskali novo, če zdaj čas, da ne bi se rekel. Ne vem, če je to vas bil lani 9. maja na proslavi mesta Ljubljana na Darskem gradu. Tam sem jaz rekel tudi eno zadevo, da je to zapisano, lahko iščete v arhivi. Rešitev za Evropo je, da gre sta skupaj, podarjam skupaj Ukrajine, Rusije, Evropske unije. To je bil javni direktni poziv. Jaz sem se počakaj predlagal, da se posvi z Milonome v Bruselj, ker tam je ljudi. In še kaj povem, dokaj bo mnogo vpliva na bolje. Dajte se pogovarjati, da je puniti. Konec koncov, mene nisem našel, da ne bi kakšno pošto v sodišče dobil. Moj kasec sem dosti velik, kako je na sodišče, govorim zase. Pa ni, da se reka, da je veliko užitek je, da se tam 3-4 ljudi. To je edini kraj, kjer lahko dobiš pravico, da če si na ulici ne, gledaj, da je močnejši. In jaz sem tega ne želim, zdaj ne govorim prema za svoje počutje. Jaz moje željenje je krasno, premijeno. Tudi vsem tem, kar je zdaj meni. Če govorim generacijo naprej, moje vnuke, jaz se želim, da bi ta regija živela v nekem miru, v nekem sodelovanju, da iščemo tisto, kar lahko ljudem pomaga. Zdaj pa, če spustimo politiko, pa gremo gledati, kako se bili med sabo družijo. A vi veste za novo leto, kam te kraji največji vpliv v Ljubljančini, ko gre praznovati? Ne, sta dva kraja. Vidite. A ljudi to moti. Gre v Beograd, gre v Banja Luka, ker ima najbolj dobre odnose z domačini, tam, koliko jaz pravim, Peto in Ljubljano, najljepše mesto. Živo skupaj, spoštujemo se različnosti. In obratno, se pravi, tu togovi teče.
In ne bi si želel, da to, kar se dogaja med ljudmi, govorim vseh, ko bi rekel pravilno, statusov, obisku, da tudi dobro sodelovanje med podjetji, tudi jaz to ne vidim, kakšen problem, kakšen afer, ker se ne želim, da bi telekol politika to pokvarila. Jaz sigurno ne bom na te strani ne pokvarila. Pravno, jaz bom delal na tem. In tudi to, izjava, predsednika Vučića, zelo direktno povem, da spoštujemo ljudi. In jaz sem rekel, pred leti, ne vse, pač nimam dobro, ko ne čuvali, da me napišem. Jaz sem rekel, da je Vučić najboljši predsednik v regiji, na teku je še najboljši predsednik. To je moja cena. Nišče me ni rekel za jezik, to je moja cena. In je zelo zanimivo, ponavno še enkrat vaše vprašanje. Jaz mislim, da ta postni vpliv na Dodika ima tudi izjemno velik predsednik Vučić. Da je tudi Evropska unija, tako gospod Kosar kot predsednica komisije, ponovila moje stališče o stabilnosti in Vučić. Enkrat mesec slišali, da je rekel kaj hudi protestov. Celo obratno pravim, da so protestni mirni protesti odrazili nekakve družbe. Obstojali so vsako nasilje in obstojali vsako nasilje, ne glede z tega pride, ampak konec koncov, edini način v politiki, da nekaj zapisal vriti, ali pa znate, kaj še to nič. Jaz sem to jasno povedal, pa ne zdaj, tudi 6 mesecev zdaj, kaj bo vprašanje, dajmo bodo svojo odločitev, da nas ni že maske volitev, da to pride rada na je, da je to 26. In nisem nič sprejel zdaj. Gospod Mihodnik, če imate še vedno. Mogoče zelo kratko, si imamo še tisto pismo zdaj, to vaš osebno pismo, ki ste mislili na Vučića. Ampak se pa strenjate verjetno, da bo odmajal tega pisma, tako ja, tudi vse bi tudi Zaključujem še. Jaz sem to smazi prostejne, ker enostavno mi ne gre. Vaše osebno pismo je imelo velik odmev v javnosti. Kako ocenjujete odzive različne in kako po vaši oceni, če sploh vpliva na ugled pisarništva? Hvala. Če sem dobro slišal, najprej tako ne. Ocenjeno vpliv mojega pisma na situacijo v Srbiji, jaz bi rekel pozitivno. Pravzaprav jaz razen tu v Ljubljani, ko mi nekateri očitajo, da delal za proteste, nisem nobene druge slabšalnice na drugi, ker ne vem, če se to božalim. A se lahko ne pohvalim, ne vem, 14 dni pride po tem pismu, je podobno izjavo dala Evropska komisija. To ocena pravi. Mogoče sem bil sem prvi v tem. A se ne pohvalim tudi, da pismo podpore glede stabilnosti Srbije so poslali tako predsednik Kitajska Xi, od Amerika Trump in Rusija tudi. 3 najmočnejših držav. Če me zdaj vprašam drugače, jaz se strinjam tudi s prvim predsednikom, ki je rekel, da je bila to politična napaka. Če bi hotel mirno in pa če to je za tebe, jaz sem se ni prav, še sem napisal, kar sem čutil. Tudi če je politična napaka, tudi dan sem bil isto, v tisti situaciji. Če imaš nekoga za prijatelja, potem pokaž takrat, ko je težko. A to, ko se vsi veselimo, to je lahko. Zato pa pravim, jaz sem ko boste prišli, pa boste potovili, da sem kje svoje mišljenje lahko spremenil, pa bom povedal. Bom to znal pojasniti, če to ne bo zakaj sem to. Da očitno ne. Tale francoska pooblaščenka ni zadosti govor. Pa boste brali, da bo se citiral, kaj je napisala. Jaz sem sam prebral z v bistvu prvi stavek. Malo prekresno sem možno, da sem ne prenesel na točko.
nima kaj povedati. Tudi to, da ste vprašali za Expo. Ja, in ponos, da sem lahko član nekaj prijeme v Expo, ne, če rabim moje znanje. Mogoče bo da danes njih koristim, da tudi dobim na svoj prostor, ker to je največji dogodek na področju gospodarstva, počes rastu držav in čim koristim, povedal sem, da vam delam samo brezplačno. Takrat imam prostor čas. In tako pogodb sem bil. Tako pogodb sem poslal KPK, da mi ne poveje, ker to piše. Pa bo tudi povedal, zakaj sem to poslal. Ni se rabo tega postaviti. Tako jaz sem enkrat doživel, kot KPK je ogromno. Še jedno nisem tega poznal. In leta trajalo. Skaj tudi, da sem še dan dostaje vse oproščen. Ampak, ko so pol napisali v svojem poročilu, da pri Zoranu Jankoviću ni bil problem vira sredstva. Ni bil problem vira sredstva, to lahko prinese. Ampak ni prijavil spremembe, se pravi, da sem tako nazaj kako ne narediti, bi vam pojavil, da sem se je zmanjšal za toliko, in da vam to ugotovim. Pa boste kandidirali za župana ali imate vse v župana? Očeto se ne prosite, se nočem poslušati. A še 20, jaz časom imam dosti. Svojo odločitev bom povedal drugo leto, grede maja nagrado, na proslavi mesta Heroj, po 80 letici zbagranec, največji zlod v svetu fašizem in nacizem. Odvisno je to ne koristim vam za to, da ste vi prišli. To se je spodil pred pol leta, to se je po mojem, Zelo pomembno je, kako sem počutil. Pa ne govorim samo zdravstveno, pa moj tretji svetno poslutek. Kakšen občutek govorim? Kako sem počutil velikačen, kako se bo z malo počutil, pa predvsem po svoji sodelnici. To nam povedal 9. maja 2016. Ja, Lemnica, ne ste se še enkrat predstaviti, ki me prej niste slišali. Vztrajate na tem, da je bilo to pismo podpore, vaše osebno pismo, pa me zanima, zakaj je potem na tem pismu bila glavna mestna občina Ljubljana. In rekli ste, da opozicija ne zahteva tudi službene podatke o službenih poteh vaših, da jo bodo dobili in me zanima, kdaj. Najprej te pisma odgovor da bi boste odločbo, tudi to pišem not, se povišete, in se mora ta zagovoriti. Tudi piše, zakaj da naprave. Da bi pa se razlagal, da verte si ne napovede, da štaša napačno, še ne pa ni vprašati. Vsako leto naš protokol odda poročilo vseh teh in da bodo dobili junija letošnjega. In pri tem res nič. In še kako nekaj. Jaz vseh 18 letih nikoli nisem šel na komisijo v nas. In niso institucije naprašali. Ker on je lahko vabil, ne moram nekaj kazati. Meni kaže, da sem na mestni svet. In v mestni svetu demokracija zelo preprosto. Ponavljam tisto, kar me je Ljubljana Novak učila ta vojevnik. Spogadkovič, treba znati 64 do 46. Da je določen, da te laže, da treba znati 40 do 23. In ko mi tem brez glasov za to, da bi ta vojevnik. To zadeva. Župan, če se vrnem nazaj na izjave predsednika Vučića. Zanima me, ali sta po tisti novinarski konferenci, ko je predsednik Vučić povedal, kar pač je povedal, govorila po telefonu. Prašal bi namreč zaradi tega, ker ste sami povedali, da sta prijatelja, če bi meni po domače prijatelj na ta način namočil, bi me dobil nepripravljenega, bi ga verjetno poklical. Zanima me, ali sta po tistem govorila in kaj ste si povedali. Ne, pravo vprašanje. Sva govorila, seveda. Se to sem povedal, da sem kada govorila, praktično govorila po 5.
obstaja. Jaz v tej njegovi izjavi, da sem tudi povedal, da se je domišljal. Kako je nekdo rekel, če je vas tudi na klubu ekipno, da sem bil mnogimi pečečni, ko je bilo vprašanje. In meni izjava še kako rekel, izkaz spoštovanja do mojega kluba. Sem ukrepaš. Ja, če ne bi tega povedal, ne bi tle Mihanja. To je dejstvo. Svet bomo pritiskem ne. On je povedal. Jaz sem to poslušal, kot sem rekel že včeraj, ne, ko je on to povedal, poslušal sem dovoljno govor. Nisem vedel, dovoljno ne kaže. Sem navezal na to, kar ste mogoče prej razlagali gospod Župan, glede miru na Zahodnem Balkanu, ki ga vidite seveda kot zelo pomembnega, pa boste vi morda kakšno svetovalno pogajalsko vlogo prevzel v smeri tega miru, a je to na mizi? Morda prvo vprašanje, vam še več? Ne, pa ne bo počas, da svetoval, povezoval pogajalsko vlogo. Kakšno okoli vlogo, glede na to, kaj se trenutno dogaja, glede na Zahodnem Balkanu govorijo? Tudi v Srbiji, tudi v Republiki Srpski, karkoli v zvezi s tem? Nekdo me mora povabiti. No, a vas je povabil, ali ste se tudi o tem pogovarjali s predsednikom Vučićem? Se pravičujem. Predsednikom Vučićem ima izjemno dobro misel. Če neko povezovano vlogo, svetovalno delati, potem moram delati tudi na strani drugi, se pravi, mora tudi razvojiti. Veste, jaz sem podpisal pogodbo o sestrskem mestu z Beogradom z županom Džilosom. Da sem imela dobro odnos, ki je zdaj na drugi strani. Meni, če vam bo Džilos povabil na nek razgovor, da bi lahko absolutno bil tudi enako v Sarajevo. Ne poznali, da sem jaz častni meščan Sarajevo. To, kar je danes Ljubljana, je bil časih Sarajevo. Živeti skupaj smo šlo vse različnosti. In če sem čisto tako, težko boste našli nekoga v Ljubljani, da rečete širše, ki bolje pozna razvoj Beograda v zadnjih 25 letih. Takrat, ko smo še leta 2000 smo zakupili zemljišče za Mercator, 2002 smo v prvi 20 se še bilo na dobitvi vdobno, bom rekel, ne, hoče samo žič, kdor ni bil v Mercatoru, ne, ni bil na neki teži. Vsak se pa pogled v Mercator, to je bila tudi ena tako vloga, enako je bila Sarajevo, kdo je kaj v nas je prišel v Sarajevo. Jaz sem najbolj ponosen, da sem v enem mestu uspel prepričati ljudi iz Sarajeva, ki ne morajo brez cigareta so prijeti kavo na Mercator centru brez cigareta. V enem mestu. Na Torice sem pa probal cigareto do švrtne, ker to ni mnogo se pušiti. Tako da pravim, jaz sem na razpolago te regije, kjerko. Zelo zanimivo se boste, da sem tudi Županičem to dobil. Bil sem še danes v to. Tako da jaz tistimi, ki sem sodeloval na teljko načine, ali samo v pogovorih, ali razmišljal razvoj posamezne mesta, posamezne regije, in če želijo se šli na razvoj, tako mora biti. Nobene vloge take, da bi jaz to doplačil, oziroma pride poštevno. Jaz sem narahljal vse, v svojem prostem času, to sem en, da sem rekel, da bom že ga ponovil. Ali veste, kako mi je dopustil naslednje? Ja, lani sem v celi petek. Zdaj pa to delam, to živim že zadnjih 20 let tu, to sem v Mercator. To mož, ta dopust, ki sem ga pustil,
da bi jaz lahko zdaj 2 leti sam na teh poteh, na vzhodnem Balkanu pa svetovno. Vem, da so mi vsi zapamljeni, pravim, tudi temi 40 nekaj ljubim letos, ne je kaj z njimi početi. Zaprem še enkrat, ne, kdorkoli mi bo rad, teden koliko, vzhodnega Balkana, če zmore, če je vedno rešitev, bom z veseljem šel vsak, povedal, kaj jaz mislim. In tam nam kar rekel bi, te zahodne Balkana, kar obljati, še noben je nekaj, ne glede na vero, ne glede na kam spada delo teh identitet, kjerkoli, ali pa kar bo to za barvo. Da pravim, se dobro počutim. Kakšna bo pa vaša funkcija na Expo točno? Član upravnega odbora ali kaj drugega? Ni še, jaz sem kot v tej pogodbi narejen kot specialni svetovalec. Kaj pač to pomeni? Niti ne vem. Pa piše še res plačno, pa kadar res nam prosim čas. Če to kaj vprašal, če da znamo, z veseljem. Z veseljem. Če se vrnem še k gospodu Vučiću, a on vam tudi nobene druge politične funkcije v Srbiji ni ponudil, kajti rekel je tudi to, ne? To je v bistvu tudi najbolj odmevano, da si želi, da bi bili nekega dneva v Srbiji, vi glavni, on pa bi vam pri tem pomagal. To bi bili recimo možno v primeru, če bi bili vi srbski predsednik, on pa premijer. Kaj pa misli o tem? Jaz vas vprašam. Jaz pa vas. Če bi jaz svetno povedal, ne, pa kaj vam pomeni ta izjava? Kako je pa vi vidite? No? Zdaj pa brez heca, to res sprašujem. Ker smo na istem. In to so na istem glede. Kako se vam zdi ta izjava? Kako je vi komentirate? Jaz vas sprašujem, ali je možno, da boste vi na naslednjih volitvah v Srbiji, v skladu s tem, kar je pač predsednik Vučić povedal, prišli, kandidirali, prevzeli glavno vlogo kot srbski predsednik, on pa bi bil srbski premijer, ker za predsednika on kandidira tudi več na novo. To vas sprašujem. Ne vem. Dobro je, ne. To je še jaz bom svoj, včeraj sem tako do sobe sodelavcev na kolegiju, ne svoj mandat zaključil. Govorim letošnji mandat, ali bo dobil za župana 9. maja naslednje leto. Take stvari pa tudi razmišljam. Sem vas obrnil, vse to vem, to mi prav. Ali možno, ni možno to. Ne razmišljam, zakaj pa bi, jaz bom drugače sprašal, kaj pa bi mislil, da njegovi izjava, je ta poniževalna, je ta spoštljiva izjava? Samo še zadnje vprašanje. Jaz sem vzel to izjavo kot spoštljivo izjavo, da meni ne morega delati. Zdaj zadnje kratko vprašanje. Kolikokrat ste se v zadnjem mesecu in pol srečala z gospodom Nikolom Petrovićem, čem ste se pogovarjala in ali ste se srečala tudi 13. ali 14. marca? Zato, jaz še to sem ne vem, kaj bi bilo to pomembno, ampak bomo pogledali uri, ko sem jih vse naredno napisal. Saj sem pa z dnem srečanje v tej skupni večeri vse. Nisem se nič povedal. Če pa gre se malo pogledal, pa bo nekaj 14. marca. A bi dobro rekel, a vi veste, kaj sem bil podelil, kaj je včeraj, še petek. Tako vprašanje, nekaj. Ne vem, ampak pravim, to gledam, nekaj mora bi se to odbiti. Ja, jaz bi samo dopolnil to, kar pravim, reči. Rekli ste, če razumemo izjavo kot poniževalno, kot nekaj dobrega, predvsem jo razumemo lahko zelo konkretno in težko je interpretirati drugače, kot je kolega Orešnik pred mano. Torej, predsednik Vučić pravi, želel bi si, da je gospod Zoran Janković glavni, jaz bi mu pri tem pomagal. In pravzaprav edina računica je ta, ki je pred kolega tudi omenil. Zdaj pa vseeno, pravite, ne, o tem ne razmišljate. Mislim pa, da ste včeraj dejali, da si težko predstavljate oditi z najlepšega mesta na svetu, ali to hkrati tudi pomeni odločen ne tej zamisli predsednika Vučića in vaši kandidaturi za predsednika Srbije 2027. Vrtelo se spet okoli vroče vode, ne, vode, pa nisem nič mnogo povedal, kaj
pa najprej vprašal, sem drugače vprašal, kako vi smatrate to izjavo. Jaz sem včeraj povedal, da mislim, da svoj počešil to isto vprašanje, to podobno vprašanje sem rekel. In to sem večkrat ponovil, pa ne da vprašal, da ta trenutek je sveten samo še eno lokacijo z Rudnika, to so Žale. Pa ne da tudi rekel, vem, do jutrišnje Žale, ki je ponavljamo, ne vem, daj. To da pravim, ja, moje vprašanje bilo vam, ne, zame to spoštljiva izjava, te bi se govorili. Da bi jaz kaj vrede 27. Aha, 13-14 marc. Nidno. Če ste že sprašali, ne, ta izjava od gospoda Vučića pove, da si vas želi v Srbiji, v srpski politiki. Ja, spoštujem. Ja, res spoštujem. In tudi zdaj pač tak, ne, da sem bral danes jutri nekaj knjige, ne, če sem bral, ne, pa konkretno v dnevniku, da nisem dobene kritike na eventualni mok predpavstva. Pač vsi neki špekulirajo, kaj ne ljubijo, zakaj to dela, zakaj ne znam povedati. Po drugi strani berem, delno ugotavljam, kaj če enostavno ne bo bilo te regije ne razumeli, pa ne ima. Vsak vam pisal svoje, kaj nam piše. Mene to, da se ne želi, ne. In koliko so govorili ti, ki so dali svoje izjave v dnevniku, ne. Lahko se spet nečima, tako ne se zdaj izjave, ne, da ne videl koga tam dol, da bi bil proti temu, drugim ljudem. Celo je bilo tako rečeno, ja, če bi to prišel, ne, bi začela tako odpirati afere. Vsi, konec koncev, ne. Jaz nisem nepopisan iz papirja. V svoje 40 letih delam na gospodarstvu, na ključnih področjih, skoro vsak manj nekaj razdagal, kako prezim, s kom sem prijatelj, s kom sem bil, kje sem bil. Da bo čist jasno, ne, gospod župan, vam, gospod Vučić, nihče drugi iz srpske politike, niti z eno besedo ni omenil, da bi bili vi srpski premijer. To nas zanima, gospod. Še enkrat povem, gledajte njegove izjave, to, kar je povedal tem, kar sem rekel, s tem stojim. Tako da ponavljam. On je rekel, da ste se pogovarjali o vašem angažmaju, ne? Jaz se sprašujem, Jaz sem povedal, če se pogovarjala, sem že povedal. To konkretno sredo na večerju. Na drugim zna, tudi kolegica zna na tem večerju, torej 10 ljudi. Je bil gospod Miškovič, je bil gospod Petrovič, pa še nekaj. Petrovič, zdaj že več kot pol ure poslušamo, ko so se nekaj tega govora, sami ste dejali, zakaj je to storil, zakaj je to povedal, da je treba njega vprašal. Jaz sem vas nekaj drugih vprašal. Te besede, ki jih je zrekel, ko sem pogovarjal z vami, tudi da ne govorite, da bi lahko v jutrah poslovali, ker imate srpsko državljanstvo, ko se zrazil vprašal, se lahko ne drži. Če bi nekaj vprašal, ali je s tem, gospod Vučić, zavajal javnost, oziroma domače rečeno ne? Govorja ne, ker dobiti srpsko državljanstvo zame res to enostavno. Rojen sem tam v zakonu, to bi sem res razumel, ne, sem na Bogu. Da imam srpsko, da nimam, delo povedal. A je to zdaj lapsus, a je to sam tehnika, pa to nekaj zadeva. Gospod Jankovič, ste se potem pogovarjali vse o tem, na to temo, kako do državljanstva, da bi to tehnično potem tudi lažje izvedli, karkoli na bolj premožno. Ne, da se spet izvrača. To je njegova izjava. Vaš kolega je vprašal, ne, če potem zavaja. Jaz mislim, da ne. Srpska državljanstva nimam, ampak toliko pa vem, ne, v principu, tiskaj tam rojena, to ga dobi. Ni čuzni. Vi ste
izčrpni. Predvidevam, da to za danes. Lahko še jaz, no. Gospod Rešnik, samo če imate vprašanje, ki ga niste zastavili, drugače pa res nastopili. Sem ga, ampak nisem dobil odgovora. Na vse ste dobili odgovor. Ne, nisem, ne, ker... Ne bo se dobil nobenega odgovora več, tako da je treba... Ne, ampak vi še vedno niste jasno povedali, da vam je Aleksandar Vučić ali pa kdorkoli iz drugih Srbije, ki ima njegovo zaupanje, da se pogovarja z morebitnimi kandidati, omenil ali pa vprašal, če bili vi premijer ali pa predsednik. Vse zelo jasno. Samo povejte mi, kdo so to iz njegovega